Gospa, ali imate pri sebi kakšno orožje? Ljubi Bog, ne. Bedeno. Kaj smo naredili? Jaz sem naredil, zaradi česar ste tukaj. Oprostite? Jaz sem naredil, zaradi česar ste tukaj. V petek popoldne v banko v Fairfield Townshipu v Ohaju vstopi starejša ženska in pristopi k blagajničarkam. Kmalu pa bodo ugotovili, da ni običajna stranka. Žensko ujamejo varnostne kamere v banki, ko proti uslužbenki vrže črno torbo, medtem ko naj bi v vrečki iz trgovine skrivala pištolo. Zdi se, da uslužbenka sprva tega ne opazi, vendar osumljenka ropa hitro pritegne njeno pozornost. Po poročilu o aretaciji je uslužbenka kasneje policiji povedala, da je osumljenka zahtevala denar, medtem ko je držala pištolo. Mine nekaj grozljivih sekund, preden blagajničarka odpre zaklenjen predal in očitno izpolni zahtevo ženske, vendar se osumljenka s tem ne ustavi. Druga stranka odide, medtem ko se osumljenka približa drugi uslužbenki in ponovno zahteva denar. Videti je, da se za trenutek pogovarjata, preden uslužbenka dvigne roke in počasi odpre predal, da ženski izroči denar. Uslužbenka pokaže ženski gotovino in jo da v torbo. Ko osumljenka preprosto vzame plen in odide. A policija ni daleč zadaj. Policisti so bili pripeljani do hiše v Hamiltonu v Ohaju, potem ko so na dovozu našli vozilo, ki je ustrezalo avtomobilu osumljenke. Osumljenka naj bi med ropom odstranila registrske tablice, vendar je bila prav njena nalepka na odbijaču tista, ki je policiste pripeljala sem. Izvajajte zunaj s HPV. Ta tablica je. V redu, fantje, kaj imate zame? Prihaja okoli hiše ali kaj takega ali... Je tisto vozilo tam? Da, gospod je na dovozu in je na očeh. Zavarujte vhod, vsi bodo hoteli, da pride v oborožena je. Ja. Dve ženski na dvorišču. Tukaj zbori, ena roka. Moram ven, prihajam. Vrnili se bomo na začetek in začeli vojno udarca. Tukaj sem. Samo ostani na obrobju, dokler veš, da smo v redu. To je zato, da če se kaj zgodi, smo pripravljeni. Razumeš, kaj mislim? Ja. Zdaj si lahko ogledamo tisto sončno nalepko na odbijaču, za katero je policija povedala, da se je pojavila na posnetku nadzorne kamere osumljenčevega avtomobila. Takrat so preiskovalci povedali, da je iskanje po opisu vozila razkrilo sliko istega avtomobila z nalepko in registrskimi tablicami, ki so bile še vedno na vozilu. Avto pa je bil registriran na lastnika na tem naslovu. Nadaljujmo. Jaz sem! Bil je Dave! O moj bog! Prekleto! Nekdo je tukaj! Da, gospa, pridite k meni. Živjo! Roke, oprostite, rekel je roke. Prosim, gospa. Pridi sem ran za trenutek. V redu. Si že obvladaš površinski pregled? Počim se! Povedal ti bom nekaj. Ne, to je dovolj dobro. V redu? Če bom uporabil dlan svoje roke. Ja, kar da... Dartler, živjo! Kaj se medlo? No? To poskušamo ugotoviti, kaj se tukaj dogaja, ker... Gospa, pridite sem. En? Bila je v hiši. In pravkar je prišla ven.
До Патерева с вами говорива. Just saying. O moj bož. Lahko greste tja k tistim policistom, prosim, gospa. Jaz ali ona? En? Prosim vas, gospa, če lahko greste vi. Ona ne sliši. Ne slišim dobro. Tukaj le slišim. Tukaj. Fredo. Policija je osumljenko, ki jo vidite tukaj, identificirala kot 74-letno Ann Myers, za katero so kasneje ugotovili, da naj bi pobegnila z nekaj manj kot $600. Gospa, ali imate pri sebi kakšno orožje? O, bog, ne. Fredo. Kaj smo naredili? Fredo. Ja, želim, da greš tja zame. Prosim, hvala. Najlepše hvala, gospa. Tvoj avto je zaklenjen. Fredo. To je tako neumno. To je jama. Pojdi stralost tukaj. Sem na vrsti. Počakajmo trenutek, prav? Ja, gospa. Ne vem. Ustavljam ti osebam. Jason, ali še vedno imaš težave z računalnikom? Saving. Hvala, da si se nam pridružila in se prijavila. Toplo je. Pravkar sem govorila po telefonu z Ajsom. 6 poroča prekinitev za kombi. V redu, počakajmo za trenutek, dame. Nekaj bom razložil. Tukaj bomo razložili v 1 minuti, prav? Cenim to. Hvala. Želim si, da ne bi imela vode. V redu je. Iz tega bomo šle ven. En potisk noter. Bi vi začeli govoriti? Bi vi začeli govoriti z njo? Počakajte na narednika Volka. Narednik je rekel. Počakaj, v redu. Pravijo, da se je vračal, da bi nam naredil uslugo, narednik Will, na poti. Rekel je nekaj o izvršitvi odredbe za hišno preiskavo in vsega tega. Rekel je... No, saj začnemo lahko govoriti z njimi. Prav. Ja, narednik. Obljubim vam, da bomo vse razložili v trenutku. Prav, dame. Cenim to. Najlepša hvala. Moj sin je v srednji šoli Gorthold. Končal 15.30. Običajno ga poberem. Dovolj je star, da lahko hodi peš. Zato me zdaj ni treba pobrati. Ampak morda bom potrebovala prevoz. Prav. Si dosedljiv na oklepu? Sta vidve so stanovalki ali sestri? V redu. Ona je lastnica hiše. V redu, ne slišim ničesar od zunaj. Mladi kot 696 Carolina State. 215.644. Annina sestra je kasneje policiji povedala, da naj bi 74-letnica domnevno pošiljala denar moškemu prek spleta v domnevni prevari in naj bi domnevno poslala $1000 prevarantu, ki se je po njenih besedah izdajal za ameriškega carinskega agenta. Poleg tega je Annina sestra policiji povedala, da si je en od nje in še ene prijateljice izposodila približno $70,000. V redu, so nocoj niste mu letala po sprho. Kdo je odgovorna oseba za to? En Mereva je zdaj na vezu zbaril, desno visi, tukaj. Hvala, županja. Hvala. Moje zadnje leto v Gisbornu. No, danes je res dober dan za delo na vrtu, ampak, kot sem rekel, nam dajte minuto. Ja, imam svoje jagode, samo še posaditi jih moram. Jaz sedim krompir. Preveč je peska.
Dovolj ne slignjem tam. Aha, razumem. Želiš v moj avto? Takoj bom prišel do vas, gospa, in vas vprašal, ampak najprej vam želim razložiti, kaj se tukaj dogaja, prav? Moj je tam. Ja. Bodi ključi so zabrati en. Moji zvivci. Vi nocoj ne boste imeli nobenih klišev na tem območju, kaj ne? Ne vem, a niso to ljudje srečanja? Ne. Kaj? Nič, mislila sem, da so to ljudje srečanja. Srečanje. Je tisti, ki vsak dan prevzamejo srečanje. Ne? To je ta v rdeči majici. To je ta v rdeči majici. Ne vem, Brendon je rekel, da je na poti. Ne vem, ali želi, da počakamo. Ne vem, ali si želi. Ona je že pripravljena na zasebne pogovore. Policisti si vzamejo trenutek, da razpravljajo o situaciji, preden znova dohitijo osumljenca. In na ta način jih lahko izpustimo. Vas bomo čez minuto izpustili, prav? Najlepša hvala za pomoč. Samo še malo počakajte. Vas bomo čez minuto spustili ven, prav? Torej, izpuščamo vas. Lahko boste šli ven čez minuto. Mislila sem, da govorite o nas. Ne. Ne zdaj, v redu. Samo počakaj trenutek. Gospa, rad bi, da samo malo počakate, prav? V redu, samo na hitro, gospa. To je detektiv Rory Dutra in Robinson. Želimo se pogovoriti z vami o dogodku, ki se je zgodil danes. V redu, zdaj pa vas bom moral vzeti v pridržanje. Hvala, Pite. Prosim, obrnite se. Dajte roke za hrbet, prav? Tako kot pri molitvi. Ali so v hiši kakšno orožje, gospa? Mama bo to predvajala čez 1 minuto. V redu, dajte mi minuto, prav? V redu. Imamo nekaj takih, ki ne delujejo. Vamino in ocetovo orožje. Rekla si, da je to puška kalibra 22. Je kdo poskušal poklicati tebe? Je to pretesno za vas, gospa? V redu, želim se prepričati, da ste v redu. Obljubim vam, da bomo vse uredili tukaj v 1 minuti, prav? Obljubim. Je še kdo v hiši? Je še kdo v hiši? Ne? Ali so v hiši kakšni psi, ali hišni ljubljenčki, ali kaj podobnega, ker nočemo, da bi ušli, ali kaj takega, prav? V redu. V redu, jaš. V redu. Kam grem? Aha, v enega od teh avtomobilov. Ugotovil boš, v katerega, Sarge. Pridi sem, reci. Je v redu. Ne vem. Tukaj, pridi sem. No, to bomo tukaj razložili čez minuto, prav? Ja, razložili vam bodo v trenutku. Da, gospa, seveda. Kaj dela sestra? Jaz tega ne bom vzel. Rekla sem, da je moja sestra tukaj zunaj. V redu. Torej, počakali bomo in vas opeljali na policijsko postajo. Nekateri ljudje želijo govoriti z vami, v redu? In na ta način lahko vse razložimo in gremo po tej poti. Nočem jim posegati v delo, v redu? V redu. Boste mi vse v redu, kaj ne? Vse je v redu, ja. Vse je v redu. Jaz sladoledne lučke. V redu. Samo želim, da si previden. In vem, da nisi. Vem, da ne boš poskušal teči pred mano. Ampak veš kaj? Neroden sem in včasih mi je težko. Ali izgledam, kot da bi lahko tekla? Ne, pravi, vem, da ne boš, ampak te držim, ker nočem, da padeš, gospa. Ne? Noče nam slediš. Tako, zdaj bomo pritisnili gumb in zaklenili moja zadnja vrata zame. Prinesel sem ti svoje čevlje. Ja, vse je v redu, vse je v redu. Mislim, da moraš nadoknaliti. Federo. Jo, lahko še enkrat na hitro pretipaš zame. Ker sem pravkar na hitro pregledala vozilo, prav? V redu. Na robnik, prosim. Tako, ostani tam. Nič na tvoji desni. Želiš, da tako dvignem svojo palico za krokete? Se dotaknem tvojega modrčka? Ti je vseeno, če tukaj povlečem? Ne mi mar. Hvala. Ann so našli z le $12 pri sebi, vendar je kasnejše iskanje v njenem avtu razkrilo nabito pištolo in $568 v gotovini, skritih v vrečki iz trgovine. V redu. Nič tvojih čevlji, nobenih nogavic, nič takega. Ni nam nogavic na sebi. Bodi previdna, pogledala bom za tvoj pas. V redu. Takoj, ko te pripeljem na policijsko postajo, ti bomo te stvari odstranili, prav? V redu, gremo. Gremo. Pride zate. Držim te. V redu. No, a vi, v redu. Dajte glavo noter, v redu je. Prav, gospa. Najlepša hvala.
Ja, pripnimo jo in poskrbimo, da je v redu. Prosim. V redu, tukaj. Hvala. Oprostite. Hvala, lepo povedano. Ana je poslana na pot v zapor, toda med potjo 74-letnica izreče šokantno priznanje. Jaz sem naredila vse, zaradi česar ste tukaj. Oprostite? Naredil sem vse, zaradi česar ste tukaj. V redu. Kaj naj bi to bilo? Naša skupina. Pridem. Moja sestra o tem ne ve ničesar. Prav ste slišali. Ana prizna rop, vendar policistu pove, da je njena sestra nedolžna. Ona ne ve popolnoma ničesar. Upletena je. Jaz sem v redu. Ona je na hladnem. V redu. BI je ob 15:05. Pridržana oseba je odkrito priznala, da ve, zakaj smo tukaj in da gre za rop v Argori. In potem je še vedno nekako v redu. Biti z njo svojo prijede od začetka. 30.178,93017. 8,9. V redu. No, gospa. V redu. Bom šla naprej in preverila, medtem ko bom. No, peljal vas bom tja, kjer boste lahko hitro uporabili stranišče. Prav? Kaj naj naredim, gospa? Upam, da ste to podpisali. Da, gospa, in obljubim vam, da bodo vsi, s katerimi boste govorili, prav tako vljudni in spoštljivi kot jaz, prav? Ana je bila odpeljana v zapor in obtožena hudega ropa s smrtonosnim orožjem ter poseganja v dokaze. Sodni zapisi kažejo, da je kasneje priznala krivdo za hud rop, medtem ko je bila obtožba zaradi poseganja v dokaze zavržena. Sedaj 75-letna Ana je bila obsojena na 4 leta zapora. Je poletno jutro v Perry Townshipu v Ohiu, kjer policisti poskušajo ustaviti moškega, ki je na kosilici. 51. Ustavili ga bomo. Gre okoli druge enote, levo od sredine. Ali veš, da je to Southway? Voznik se izogne še enemu policistu in počasno zasledovanje se začne. Ja, trenutno smo na križišču. Ja, pelje proti vzhodu. Po Southwayu proti vzhodu vozi približno 4 milje na uro na kosilnici Toro. Brez registrske tablice. Osumljenec doseže ocenjeno hitrost 4 milje na uro in še naprej z roko vabi policiste naprej, vendar pravzaprav nikamor ne grejo. Samo pomahal mi je z roko, kot da me odganja. Gremo proti gradbišču. Ni prometa. Vzhodna smer, Southway pri Denmontu. 9 do 10 milj na uro. Bom kar nadaljevala in dobila bom. Gre skozi dvorišče. Gre skozi 2 dvorišči proti severu. Voznik hitro pobegne, seka čez več dvorišč, vendar so policisti za zdaj še vedno za njim. Nadaljuje skozi dvorišča. Zdi se, da bo prišel ven na Clarkovo ulico. Nadaljuje proti severu na druga sprednja dvorišča na odseku Clarkove ulice pri številki 3900. Usmerja se proti Hazelbrooku. V redu, centrala. Je med Hazelbrookom in Clarkova. Nahaja se na meji med posestvi.
Graham! Grem proti zahodu, počakaj! Zdaj spremljamo policista, ki poskuša ustaviti osumljenca peš. Vem, da ga moram dobiti. On je nor. Yes, Poglej, kje so vse te stvari. Policija je osumljenca, ki ga vidite tukaj, identificirala kot 83-letnega Williama Wackerleya, znanega tudi kot Divji Bill, moškega z dolgo kriminalno zgodovino, ki policiji ni neznan. Policist uporabi taser, vendar ta ne more premagati Williamove debele usnjene jakne. 30 lođitev uporaba taserja. Jenny, sklopka, nadaljuj proti zahodu, nadaljuj proti zahodu. William nadaljuje, ponovno se izogne aretaciji, a nekaj sekund kasneje ga policisti ponovno ujamejo. On je popolnoma nor. Zdi se, da se je ustavil tam zadnji za sordonci. William se čudežno izogne še eni uporabi taserja, potem ko je domnevno poskušal povoziti policista, preden je ponovno pobegnil. Na tisti debel plašč na sebi. Vemo, kdo je, ne bo se ustavil. To je grozno, to je narobe. Jesus. Imel je debelo jakno, sploh je ni prebil. Jaz sem ga zadev, Bill ga je zadev, ta tip pa ni. Prede si. Ja, si videl, kako sem poletel? Dvakrat sem ga zadev z električnim paralizatorjem. Ne vem. Ja, Greber je prišel naokoli in nekako skočil gor, potem pa ga je obrnil. Šel proti Kreberju. In takrat sem dvakrat uporabil elektrošoker. Vračam se na postajo. Ja. Prav. Tudi mene je to skrbel glede rezil. Ne vem, so bila vklopljena ali ne. Ne vem. Williamu se uspe otresti policije. A naslednji dan policisti še naprej poskušajo izslediti svojega osumljenca. Kako nam gre? Bill Oram? Še ne, prijatelj. V redu. V redu, no. Kom je. No. Imamo neki stvari, ki smo jih včeraj dobili od njega, hoteli smo jih vrniti. V redu, moja prijateljica, gospa Linda, gre pon. Bil je spodaj pri šicu. Zato sem jo prosil, če ga lahko pobere in pripelje nazaj. Tako da boste tukaj v kakšnih 10 minutah. Ste našli njegovo neumno kosilnico, s katero je včeraj bežal? Ja, imamo njegovo kosilnico. Nori Bill. V redu, on je norček. Ne vem, zakaj počne stvari, ki jih počne. No, lahko ti razložim, zakaj to počne. Ker je star, senilen in ima veliko stvari v glavi. Ima veliko tega, onega in tretjega.
Njegova žena mu krade denar, seli se na Tajsko. Ves je pod stresom. On je čist zmeden. Ja. To je v bistvu to. To vem zagotovo. Končno policisti dohitevajo Williama pri bližnjem podjetju. Pa ne dobil. V redu, kaj za vraga pa zdaj hočete? Dejno, imate pri sebi kakšen žepen nož ali kaj podobnega? Imam mitraljez. Res? Imate kakšen žepni nož? Imam orožje. Nimam svojega. Rokavic na sebi, samo na hitro preverjam. Ne, fante, nimam ničesar. Mal neki svetilk. Ne podarite me. Ob kateri uri so te danes izpustili? Vem. Redu. Prid nazaj sem bil. Tisti. Ja, ta tukaj. Zdaj še enkrat. Ja, greš v zapor. Za včeraj. Povedal ji bom enkrat. Samo ostani tam, dokler ne končamo. Spakirano. Torej, za kar so te včeraj pridržali, so bili nalogi, ki si jih imel že prej. In za kar te danes pridržujejo, je to, kar si naredil včeraj. Daj, no. Vožna kosilnice. Prav ste slišali. Policisti so povedali, da so sprva poskušali ustaviti Williama zaradi veljavnega naloga za prijetje, preden je 83-letnik pobegnil na svoji kosilnici. Vse, kar bi moral narediti, je bilo ustaviti se. No, zadnjič, ko sem se ustavil, so mi zaračunali $600. Zdaj pa se soočaš s kupom obtožb. Odrekel so moja posiljenca. Smojo, imaš prav. 51. Nisem imel $600 niti za košno trave. Tega nisem poškodoval. Enega imamo v pridržanju. Zakaj obstaja zakon proti vožnji kosilnice? Videl sem to. Spustil bom okna zate, prav? Dobra ideja. Ali ki radi bolj zaradi tega, kar sem naredil včeraj? Ja. Če te boli, moraš iti. Če bi to vedel, sploh ne bi prišel domov. Verjetno se s tem strinjam. Videla si naju tam, zato si zavila sem. Kaj? Rekel sem, da si naju videla tam, zato sta zavila sem. Mislil sem, da neki v špici, da. Ja. Iskreno bil, raje ne bi imel opravka s tabo. Kris, jaz sem. Sem invalid in starejši. Je tam, kjer je on? Ja. V redu, prav, pa vseeno. Ko pride na policijsko postajo, ima William nekaj nasvetov za enega od policistov. Prav, Bill. Kaj je? Dajno. Dajno. Ne morem spraviti noge z enega prekletega sedeža. Tere zadaj imate nekajga kovača za palčke. Kaj je? Ko bomo spet zavili, mu bom še enkrat preiskal žepe. Nazaj. Ja. Gremo zadaj. Kje je pes? Tam je. Ga ne vidiš? Ne vidim je. Nista dva, ki sta nevidna. Povedal sem jim drugo stvar, ki jo dobim zame. Tega ne bo dobil Jordan, te so ga nahranili. Morda je ukradel za $300,000 stvari. Jaz sem ga kupil, zato imam mali turbo. Je tako. Tukaj hočem skočiti. Zale veš 90,000. Bilova, prid sem noter in bo govorila. No? Ne morem hoditi hitreje. Kristo, star sem 85 let. Lahko te prestrašim. Rojen sem bil leta 1940. To je kar v redu. Jackson in potem Ban in s tem zaključimo. Zdravno ste noter.
Nazaj. Sem prišel šele včeraj, te lahko pripeljem nazaj sem, imam problem z upraviteljem in predsednikom, postajam nor, delam neumnosti. S tem te bom razjezil. Sosedje kličejo, ne vem, zakaj se pobegnil. Ja, pobegnil sem. Ne, prav dobro ne daj. Maših veliko, ves dan si se bojil. Zmočil me je dež, imam mokre noči, pripravljen sem narediti letečo kavo, da dobim prevoz. To je bilo včeraj, zvečer, pelil si naprav sem. Naveličan sem sebe podtušen, takoj se vrnem. Tako. No, počasti zmanjkuje stvari, s katerimi bi se lahko odpeljal stran od nas. No, Kristus, ta dolžina kosilnic ni zakonita. Kaj je to? Kupil si bom konja in kočijo. Tako je. V redu. Samo konja bom privezal na svojo kosilnico. Naj ta prekleta stvar kar belje naravnost. Vzemi si čas. Imam stvari za postoriti preden umrem. Zakaj mečeš proč tako dober ventilator? Ne, nov avto, ta je lepši. Upam, da ima več prostora. Ima ga. Policist Watson rad posluša ti Swift. Si tudi ti Swifty? Swifty? Taylor Swift? Hudiča, jaz sem divji bil. Naredili so samo enega takega. Hvala Bogu za policija, imam nekaj za početi. Vi ste imeli nekaj za početi včeraj, seks ni bil zaposlen. No, opustili smo te bil. Ja, fant. V redu. Potreboval sem avto v Boslu in našli so kosilnico, mene pa niso mogli najti. No, zdaj si tukaj, kaj ne? No. Videti je, da bomo na dolgi rok zmagali, kaj ne? Prevadali so me, da se rekel, da sem končal. On svestili so me. V tem avtu je malo več prostora. Rekel sem ti, da je tako. V redu, zapravo. V redu. Zdaj sedi v policijskem avtomobilu in je na poti v zapor. William še naprej klepeta s policisti. Upam, da boste dobro pazili na tisto jakno, to je moja najljubša jakna. Je brez sledov tejzerja. Kje je tvoja jakna? Tukaj je, tukaj. Oni to naredijo. Ja, tudi moja kapa. Letel sem za ameriško vojsko in pilotiral reaktivno letalo. Esto, vladje. Inštruktor ni hotel leteti z mano, ker sem nov. Rekel je, Wegerli, tega ne naredi več, razen če sem to spet naredil. Kaj je to? Bog rekel sem, da naravnost na vzhod. Ja, si spal v gozdu celo noč. Ja. Zakaj pa ne? Spal sem v središču Daytona. Spal sem tam celo noč na plaži, nisem imel denarja. Moja žena mi ni hotela poslati $10 za kavo. Ko je dobila $8,000 od socialne varnosti, jih je vzela s seboj na Tajsko. Rekel sem ji, da sem pri vratih, naj jo brcne v rit, ko odide. Ja, verjetno ji gre zdaj bolje kot prej. Ne. Živel si divje življenje, ne? No, jaz sem živel čisto normalno, vsi govorijo, kaj sem naredil, jaz sem pač naredil. Videl sem se iz Fairbanksa na Aljaski z $78,000 v žepu in sem jih zapravil. Zapravil sem jih. Da ženske. Po barih, v gostilnah. Hudiča, nikoli v življenju nisem bil pijan. Nikoli me ne vidiš pijanega. Popijem 3 piva, več ne morem piti. Ne pijem viskija. Ja. Enkrat sem ga pil in sem imel težave. Potem me je neki tip prepričal, da sem pokegnil iz njegove pipe za marihuano in sem pokričal policijo nase. Hudiča, tako se je smejal, niso me mogli aretirati. A niso še nikoli imeli nikoga, ki bi poklical policijo nase. Zdaj je to verjetno legalno, tudi s tem se ne ukvarjam. Tista zdravna zedina, ki je moja prekletna, ali zaradi katerih hočeš kupiti še več, so hudičevo draga. Ja. Govorimo lekarno. William je bil obtožen hudega napada. Neupoštevanje ukaza ali znaka policista, upiranje aretaciji, vožnja vozila z nizko hitrostjo, oviranje prometa in še več. Kaj sem naredil? To poskušamo ugotoviti. O, fantje, vi ste v težavah.
Odvzemate mi pravice iz 4. amandmaja. Prav tako In moje pravice iz 4. amandmaja. Včeraj zvečer sem spil malo vina. Kaj naj ti rečem? Pravkar je malo čez 8 zvečer v okrožju Lake na Floridi, kjer sta en moški iz Floride in njegov golf voziček morda nekoliko zašla s poti. Pozdravljeni, dober večer, živijo. Povejte nam, kaj se dogaja. naš prijatelj je šel noter in se odpravil spat, ker ima pravico po prvem amandmaju. Očitno. V redu. Čakali smo, da bomo zavili levo ven od tod in on je prišel iz tiste smeri, kot od tam. To je vaš avto. To je moj avto. V redu. In bili ste v njem sami. Ali pa smo bili v njem. V redu. Torej. Kaj je? Zavijal je levo na to ulico in videlo se je, da se pelje naravnost proti mojemu avtu. Mislim, Naravnost proti njemu. Torej, samo da preverim, iz katere smeri ste prihajali? Prihajali smo iz te smeri. V redu. Vi ste zapeljali vzvratno, prav tam. Poskušate iti proti vhodu mogoče? Ja. V redu. In iz katere smeri je prihajal? Iz tiste smeri. V redu. In kaj se je potem zgodilo? Zadel nas je čevno, mislim ne ravno čevno, ampak prišel je sem, da si ogleda. in odstrgal ogledalo. Čakaj, torej ti voziš, ja? In potem smo ga sledili sem. Torej te je zadev čelno? No, skoraj čelno. Odrgnil je celo stran in snel ogledalo. Priče so policiji povedale, da je starejši moški na golf vozičku oplazil njihov avto in zlomil stransko ogledalo. Nato pa zapeljal na bližnje dvorišče, citiram, da bi šel spat. Kar precej je pijan, komaj stoji na nogah. Pripeljal se je sem, odprl je svoja. Privlačnost tukaj. Tukaj je noter. Želi ostati. Rekel je, da bo šel. Začel je prihajati dol. Ni imel ničesar s seboj, ja? Začel je prihajati dol. In odpeljal je in se zapeljal v garažo in je kar naprej trkal v steno. Sploh ni vedel, kako ustaviti avto. In ko je stopil, je rekel nekaj takega. On nima, res nima nobenih odgovorov. In rekel je, kaj sem sploh naredil narobe? Sploh ni prišel ven, ni hotel priti ven in pogledati. Rekla sem, daj nam denar, vsaj popravi, samo da bo urejeno in noč. On pa je rekel, nisem naredil nič narobe. Policisti so slišali dovolj in so pristopili k domu osumljenca. Takoj bomo nazaj. Vidim silueto, ki prihaja. Tako. Sharifov Urad. Pridite do vrat, moramo govoriti z vami. Kaj želite? Hej, tukaj je šerifov urad okrožja Lake. Gospod? Kaj? Lahko za trenutek govorimo z vami? Kaj je? Lahko prideš ven? Kaj? No, govorite z nami, gospod. V redu, moje ime je Ibody Johnson, šerifov urad okrožja Lake. Razlog, zakaj smo tukaj, je, da izvajamo preiskavo in želimo slišati vašo plat zgodbe. Zelo koristno bi bilo, če bi slišali vašo plat, ker če je ne, nas to vodi v povsem drugo smer. Torej. Kaj sem naredil? Policija je moškega, ki ga vidite tukaj, identificirala kot 83-letnega Roberta Pačeviksa, ki se zdi nekoliko zmeden glede situacije. To poskušamo ugotoviti. Lahko stopite ven na verando, tako bomo lahko govorili z vami. Ne, ostal bom tukaj. Povejte nam, kaj se je zgodilo nocoj. Kaj se je zgodilo? Dobili smo pritožbo, da je nekdo, ki ustreza vašemu opisu, bil udeležen v prometni nesreči. Ne. Moj avto je v garaži. Lahko si ga ogledate, če želite. Nobene prometne nesreče ni bilo. V redu. Naj vas nekaj vprašam, gospod. In ja, radi bi si ogledali, če nimate nič proti. Cenimo vaše sodelovanje pri tem. Ste edini doma? Da, svojo ženo sem izgubil pred skoraj 4 leti zaradi COVID-19. In ona je tako zaposlena in ni lahko iti skozi to.
Žal mi je to slišati, gospod. Da, vam je. Ali imate kakšne zdravstvene težave? Ne. Nimate nobenih zdravstvenih težav? Ne. V redu. Rekli ste, da nam boste dovolili pogledati vaš avto v garaži, kaj ne? Da. V redu. Aha, hočeš pogledati? Da, gospod, radi bi si to ogledali, prosim. V redu, odprl bom garažo in si boste ogledali. Naj zaprem ta vrata, potem pa grem v garažo in vam jo odprem, prav? Da, gospod. V redu, dovolj je. Gospod. Policisti vstopijo v garažo osumljenca, kjer je bil posnetek cenzuriran, vendar ni dolgo, preden se naš osumljenec ponovno pojavi, tokrat z lisicami na rokah. Vi ste slabi. Poišči. Ja. Kaj se je zgodilo? Kaj za vraga se dogaja? Ugotovi, kam vodi. O, fantje, vi ste v težavah. Kršite moje pravice iz 4. amandmaja. Tudi v mojem 4. amandmaju. 29608, vaša sina je 14, ropa je 1015. Ali lahko tudi preverite dogodke v zvezi z raztrganino na levi roki? Zbudil sem ga in ga odpeljal do avta. Takoj se vrnemo. Vi ste v težavah. Samo položi ga na trebuh, resno. Roberta odpeljejo v patruljni avto, medtem ko policisti nadaljujejo preiskavo in ni prav nič zadovoljen zaradi tega. Stojite tukaj, gospod. Ostanaj tam. Ostanite v bližini. Sem vam že enkrat razložil, gospod. Zakaj ste me izbrali? Kaj sem naredil narobe? Ne, gospod, že sem vam razložil. Kaj sem naredil narobe? Nič. Sem v svoji hiši, ne počnem nič narobe. Vi pridete noter in me zlomite. Kaj? Vi nimate 4. amandmaja, jaz ga nimam. Poznate prvi amandma? Ne ga ne poznate. Fantje, trenutno ste v težavah. To vam zagotavljam. Vedo, da je poklical 1015. 83-letnik policistom pove svoje, preden začne kot pokvarjena plošča ponavljati eno in isto. Zares, fantje, po današnjem dnevu ne boste imeli več službe. To ti zagotavljam. Zagotavljam ti, dobro opravljaš svoje delo. Končal si. Vrmi se, tisti sodniki so nori. So nori, nisem nič naredil. Nisem nič naredil. Niti ene stvari. Zdaj si pa gotov. In on se sprošča. Končal si, končal si. Končal si, če me brez razloga ustaviš, prideš v mojo hišo. Končal si. Brat, spravi svojo rit. Na svedenje. To ti zagotavljam. Poslovi se od svoje riti, to ti zagotavljam. Zakaj pa naj bi bil aretiran? Za nič. V moji hiši brez razloga. Prišli ste v mojo hišo brez zakonitega naloga. To ni prav. To ste naredili brez razloga. Končal si. Oprostite, takoj se vrnemo. Kmalu pridejo reševalci, da preverijo stanje. 83-letnikov. Poglejmo, kako bo to potekalo.
Hej, Robert, ali boš opravil preizkus alkoholiziranosti? Na kaj naj pristanem? Boš opravil? Zakaj? Za preizkus alkoholiziranosti. Zakaj ste tako vstopili v mojo hišo? Robert, ali boš pristal na to? Želim vedeti, zakaj ste tako vstopili v mojo hišo. Izvedli smo aretacijo brez naloga zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola ali drog. To smo vam povedali. Bil sem v svoji hiši. Mi boš postavil vprašanje, ne da bi mi dal priložnost, da se pojasnim, Robert. Da ali ne? Ne. Ker če je temu tako, potem ne bom dovolil, da me kdo ne spoštuje. Veš kaj, morda potem ne boš imel službe. Nič hudega. Torej ne bom več odgovarjal na tvoje vprašanja, če mi boš samo govoril čez. Ne, ne bom odgovoril na tvoje vprašanje. Ker se motiš. Motiš se, vsi imate prav. Robert, želimo se prepričati, da je tvoja hiša 60%. Počakaj malo, zakaj si tako vstopil v mojo hišo? Zakaj bi sploh imel razlog, da vstopim tja? Ima raztrganino na levi roki. Ne na predelu komolca. Pridi v mojo hišo. Nimate razloga, da pridete v mojo hišo. Hvala vsem, da ste prišli. Hodite tako, veste. Ga vidite. Ga boste vi peljali? Da ga bomo. Tega ne verjamemo. Ampak vsi boste pregledani. Poglejmo, kje je. Motite se. Kar si naredil, tako si prišel v mojo hišo. Ni šans. Zamujata. Dobra ideja. Hej, Robert, kako ti je priimek? v težavah si. Imam te. Robert nadaljuje svojo retoriko, vendar policije to ne gane. Ne razumem. Sem v svoji hiši. Pridete v mojo hišo in me aretirate. Ja. Zakaj? Ne razumem. Zakaj vi, fantje? Robert. Vi, fantje, kaže, da boste po današnjem dnevu še vedno imeli službo. Vse vas poznam. Mi smo drugačni. Poslušajte ga. Šeci si, poslušaj ga. Robert. To ti zdaj zagotavljam. Robert. Ne, hočem samo odstraniti kapo. Sem aretiran zaradi česa? Zaradi česa? Ninja, prosim, pohiti, ne prihajaj z zasebnim. To je to. Kje sem? Kako si? Poskusi mi pomagati, nisem prepričan. Nihče nima tvojega veselja, samo odloči se priti v mojo hišo. Ja, tako je. Ko ga bomo zavarovali zadaj, jim lahko damo. Povej jim, naj nam dajo samo 1 sekundo. Samo 1 sekundo nam dajte, gospod. Pridržanje naj bo mirno. Ne vem. Nič, za nič. Cool. Pojdi 1012 z njim za vsak slučaj. Nisi, Robert, ne oddaljuj se od mene. Dej no. Veš, začel si se dvigovati. Kaj pa delaš? Fantje, potem ne boste več imeli službe. Kmalu eden od policistov zastavi vprašanje, ki je vsem na mislih. Veliko se ponavljaš. V redu, fantje, ni vam treba imeti službe. V redu, ni šans. Kaj sem napisal? Vem, če morate. Hej. Človek, vzel bo malo, če nimaš nič proti, prosim. Ne razumem. Hej, ja. Pazi na moja očala. Oprosti. To bom dal zadaj. No, daj ga za svoj sedež. Tako, če pride do prenosa krvi, da položi na sedež. Na zadnji sedež. Tako, lahko snamem te rokavice in vse obrišem. Hej, pridi hitro sem, oprosti, stari. Moj pes je zunaj. Ne skrbi zanj, prijatelj. Kaj to? Hej, rdeči pip, zakaj? Za nič. Prišel je v mojo hišo brez razloga. Pravkar sem se namazal s krvjo, zato želim samo poskrbeti, da pridem. Takoj se vrnemo. Sčasoma je policija pripravljena odpeljati Roberta v zapor, ko ga eden od policistov pospremi v patruljni avto. Tajno! Gospod? Kaj želite, da naredim? Hvala vam, Mine.
Vzemi si čas, Robert. Takoj se vrnemo. Takoj se vrnemo. Pazi nase. Pazi nase, pazi na glavo, Robert. Takoj se vrnemo. Ta tukaj. Kaj ga vprašaš, če želi, da njegov sosed zavaruje njegovo hišo? Nisem naredil ničesar prekleto. Robert. Ali želiš, da tvoj sosed zavaruje tvojo hišo namesto tebe? Nisem naredil nič narobe. Robert, poslušaj me. Ali želiš, da tvoj sosed zavaruje tvojo hišo namesto tebe? Veste kaj? Letos vam sploh ni treba imeti službe. Robert, ali želiš, da tvoj sosed zaklene tvojo hišo namesto tebe, Robert? Ja. V redu. Slab si, res si slab. Dovolj imam. Preiskovalci se pogovarjajo s sosedi in pripravijo načrt za zavarovanje Robertovega doma in psa. Ko pa policisti obvestijo osumljenca, ima znan odgovor. Ja, če lahko pokličete, jaz se s tem ne bom ukvarjal. Hej, Robert, kak si? Sam povejmo, da je njegova mama spakirala pristojni tolpi zaradi varnosti njegove hiše. Tvojega psa bodo kontaktirali zaradi tvojega psa v tvoji hiši. Vi ste v velikih težavah, to vam povem takoj. Si v redu, Robert? Si v težavah. V redu. Velike težave. Vsekakor. Ne vem. In za vsak slučaj, kako si? Si v redu ali še vedno, Robert? Samo želel sem se prepričati, da bomo lahko zavarovali bivališče in da bo nekdo poskrbel za telefon. V težavah ste, korenjak. Nazaj v zaporu. Policisti pregledujejo nekaj papirjev z Robertom, ko trmasti osumljenec ostaja zvest svojemu značaju. Hitro bom govoril s sabo, v redu? V redu. Imate to, Robert? A truant. Razložil bom, kaj se tukaj dogaja. Dobivate 2 prekrškovna naloga. V redu? Kaj si dobil? Dobivate 2 prekrškovne naloge. Ena je za vožnjo pod vplivom alkohola s povzročitvijo materialne škode. Drugi prekrškovni nalog pa je za zapustitev krajne sreče z materialno škodo. Kaj se je zgodilo? Bil bom v svoji garaži, vi ste prišli in me odpeljali iz moje garaže. Vse to smo že dali skozi. Samo povem vam, to se dogaja. Dobili boste 2 prekrškovna naloga, v redu? Kazni so del obrazca, lahko jo podpišete. Dovolite, da razložim. Razložite tole. Torej, razumemo, kaj govorite glede vas in vaše garaže. Imeli boste možnost zagovora na sodišču. No. Ampak tukaj moramo upraviti svoje delo in to je del tega. Vem to. V redu, torej bo to okrožje Lake, današnji dan. Vse informacije. Boulevard Countryside, Boulevard Oak Park dejansko pelite. Kar je moja pot. Kar je križišče tik spodaj po ulici od vas. Tam se je zgodila nesreča. Katera nesreča? Veš, kaj je 4. amandma? Torej, boš to podpisal ali ne? To bom vzel kot ne in začel bom pisati ta plačilni nalog. Razumem. Končali smo. Hvala. S tem, da tega ne podpišete, pravite ne. Tega nisem rekel. Boste zdaj podpisali te plačilne naloge? Ne potrebujem izobraževanja o 4. amandmaju. Zakaj? Z vsem spoštovanjem. Ne potrebujem, da me vi izobražujete. Potrebujem, da podpišete te plačilne naloge. In če lahko, v redu. Še enkrat tukaj za tega. Tukaj za tega. Takoj, ko boste pripravljeni podpisati, vam bom dal to pisalo. Hitro preglejte. In če imate kakršnakoli vprašanja glede tega listka, me vprašajte. Ko bomo začeli s tem, bom to vzel kot zavrnitev. Oboje bom vzel. Odhajam. Lahko grem potem domov? Imeli boste določen znesek varščine. Kmalu vam bom sporočil, kolikšna je vaša varščina. Tega ne razumem. V redu. Tega ne razumem, ker... Tega ne razumem, ker sem bil v svoji garaži. Končali smo. Tvoja garaža nima nič s tem. Torej, zdaj je čas. Če boš vzel to pisalo in to podpisal. Prav. Tukaj.
Moram se spet spraviti v pogon. Če imate kakršnakoli vprašanje, v naslednjih 5 sekundah jih prosim postavite, če ne. Podpišite. Škoda na premoženju. V redu, dajte mi pero. Kakšna je škoda na premoženju? Dajte mi pero, končali smo. V redu, pojdimo. Ne vem, pejdo. Sela bom nazaj tja noter. Neuropolicisti poskušajo prepričati Roberta, da opravi alkotest, vendar tudi tokrat ni ravno za to. Boste opravili preizkus alkoholiziranosti? Ne, zakaj? Zakaj bi moral? Redo. Zakaj bi moral? Jemnite mi pravice iz 4. in 1. amandmaja. Dajno, fantje. Boste opravili test, ja ali ne? Povohaj vrtnice, prosim. Robert, boš opravil test, ja ali ne? Gre za alkotest. Sinoči sem spil malo vina. Kaj naj ti rečem? Ne bom, veš, da sem spil. Vidiš, da sem spil malo vina. Veš to, v redu. Da ali ne? Da ali ne? Boš opravil test? Da ali ne? Ne, zakaj pa bi? V redu, tole boš opravil test. Če zavrneš test, sem te prosil. Imaš privilegij za vožnjo motornega vozila. Bo začasno odvzet za obdobje 1 leta ob prvi zavrnitvi ali za 18 mesecev, če je bil tvoj privilegij že prej začasno odvzet zaradi zavrnitve opravljanja zakonitega preizkusa izdihanega zraka. Poleg tega, če zavrneš opraviti test, ki sem ga zahteval od tebe, in če je bil tvoj vozniški privilegij že prej začasno odvzet zaradi prejšnje zavrnitve opravljanja zakonitega testa diha, urina ali krvi, storil boš prekršek. Zavrneš opraviti test, ki sem ga zahteval od tebe, se to lahko uporabi kot dokaz v vsakem kazenskem postopku. Kaj? Vi ste prišli v mojo hišo brez kakršnega koli razloga? Pojdimo na. Naredili ste nekaj, česar ne bi smeli narediti. Niste naredili tistega, kar bi morali. Niste imeli naloga, da pridete v mojo hišo. Dovolj je. Ne, niste. Dovolj je, Robert. Ali še vedno zavračate opravljanje testa, čeprav veste, da vam bodo v tem primeru vozniško dovoljenje odvzeli za najmanj 1 leto in da boste zaradi nadaljnje zavrnitve kazensko ovadeni? Da ali ne? Kaj? Ali še vedno zavračate opravljanje testa? Ja, zakaj bi opravljal test? Vsej veš, danes sem pil vino. Bi želeli podpisati? To ni priznanje krivde. Ne. V redu, ničesar ne bom podpisal. Robert je bil pridržan zaradi vožnje pod vplivom alkohola s povzročitvijo materialne škode, pobega s kraja nesreče z materialno škodo in zavrnitve podpisa. Kasneje je po zadnjih podatkih v zvezi z obtožbami izjavil, da ni kriv, njegov primer ostaja odprt. Ali lahko grem domov? Me boste vi peljali domov? Robert, lahko greš noter. Takoj za menoj. In lahko zaprete vrata. Če tega ne storite, lahko pridržimo te. Pri delu. In oni lahko. Si to lahko privoščijo. Zakaj sem aretiran? Zaradi česa? Vi ste prišli v mojo hišo in me odpeljali iz moje hiše. Zaradi česa? Ne razumem. Ne razumem. Ne razumem. Upam, da vi, fantje. Upam, da imate vi, fantje, dobre odvetnike. Ne potrebujemo jih. Je vroč julijski dan v Miami Gardens na Floridi, kjer se policija odzove na prijav o pobegu s kraja nesreče v skupnostnem centru, v kateri so bili 3 poškodovani. Kaj je povozil? Ja, poškropila me je po prsih z nečim, z ogledala. Udari me z svojim robčkom. Začni od začetka. Veš, kaj se je zgodilo? Tukaj je stal siv avto. Tovornjak Tacoma, siv temne barve, tovornjak Tacoma. Siv Dodge Tacoma? Temno. Temno. Temno siva Tacoma, stala je tam, mi smo vedeli. Siva Toyota Tacoma. Ja, Tacoma. Toyota Tacoma. V katero smer? Pripeljal sem se sem dol in šel tja. Pred približno 5 minutami, ker je skočil na ekspresni papir. Ne vem kaj, ne, nismo videli nikogar. V redu je. Prvi posredovalci pomagajo žrtvam, ki pravijo, da je voznik, ki je izgubil nadzor, zapeljal v njih, nato pa pobegnil s kraja dogodka.
Ena ženska, identificirana kot 67-letna Patricia Garner, je bila v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljana v bolnišnico, kjer je po navedbah policije nekaj dni kasneje žal umrla. Druga dva, identificirana kot Patricin odrasli sin in zaposleni v skupnostnem centru, sta v incidentu utrpela poškodbe, vendar sta preživela in ostajata na kraju dogodka. Na to bomo slišali žrtve skupaj z več pričami. Otod smo se odpeljali, vidiš, kako sem zadev ta avto. Vsi smo stali tam in se zabavali. Ko sem slišal, da sem bil na kolesih. Mislil sem, da sem obstal pri jezeru. V redu, oprosti. Rekel sem, da so stali prav tukaj, gospod. Stali so na ulici. Gaspar. Ste videli voznika? Ne, nisem videla voznika. Nihče ni videl voznika. Nihče ni videl voznika. Vprašala jo je. Je kdo videl voznika? Se lahko malo umaknemo? Prosim, umaknite se. Imamo prizorišče zločina. Vi samo malo se umaknite. Umaknite se! Prosim, umaknite se! Ne, avto je prišel tukaj. Vidiš smeti, odstrani smeti. Poglej, lej, avto se je zapeljal po ovinku. Ja? Ja? O, vsi vas gledajo, veš. Hej, dajmo, začnimo. Poglej to policijsko trak. Hodijo po prizorišču. Pozdravljen. Je kdo videl? Kaj je to? Moj sin! Je, dobil njen osebni dokument. Kdo je voznik takome? Ja, to je ona. To je oseba, ki je to storila. To je ona. Pravkar je odšla iz stavbe. Ona je to storila. Opazovali smo jo, ko je šla mimo stavbe. Moj sin hodi. Mi lahko naredite uslugo in ostanite. Kdo je to videl? Mislim, videl sem vse skupaj. Ampak nisem. Potrebujem, da ostanete. Prosim, pomagajte mi. Prav, prav. To je oseba, ki je to storila. Čudežno drug, zaposleni v skupnostnem centru, prinese kopijo podatkov osumljene, potem ko pove, da je imela z njo opravka pred nekaj trenutki. V redu. Razlog, zakaj bom rekla, da je to ona, je, ker ko jih je udarila, sem jo pogledala naravnost v obraz. A ste prepričani, da je to storila ona? Kako veste? Spomnim se temnopolte gospe. Kako veš, bil sem tam, gledal sem. Gledal sem vse skupaj. Varuhi 2. Zajdin, črn tovornjak, črno Toyoto. Ja, črn tovornjak, da vidiš. 2122, v redu. Mikrofon je tam. V redu, imam pričo, ki daje informacije o vozniku takome. To bo temnopolta ženska na zadnjem delu prtljažnika. Imajo drugačno barvo na njem. Po imenu Sharon Cox. Tako preprosto policija identificira domnevno voznico kot 62-letno Sharon Cox, s katero se bomo kasneje pogovorili. Preiskovalci še naprej poskušajo ugotoviti, kaj se je tukaj pravzaprav zgodilo. Videli ste, da je to storila? Če si bil sem prav tam. Kje? Tovornjak je bil prav tukaj, parkiran je bil tam zadaj. Pridi gor. Bolje se moraš potruditi v primeru. Poglej to. Poglej to. Potegni. Potegni. Hodi. Potegni. Poglej trak tam. Kaj imamo? Kaj imamo tukaj? To je moška žrtev. Stojiš poleg njegove mame s svetovalcem. To je mama, ki je trenutno v rešilcu. Nezavestna, a diha. Prav. In dobil sem njene podatke iz potnega lista, poslal jih bom na tvoj telefon. Hvala. In to je njegova mama. On je stal prav tam. To sta njegova dva otroka, tisti fant. Prav. In tista mala temnopolta deklica tam, ki ni bolehna. In samo stali so tam. Stali so točno tam, kjer je zdaj svetovalec. In pogovarjali so se s svetovalcem. In avto je pretelil od tukaj, jih zadev, zapeljal čez robnik in nadaljeval v tisto smer. Kako ste, gospod? V redu sem. Vas je zadelo? Ja, dobil sem jih, samo tista mala prastica me je spravila pod stres. In to je bila tvoja mama. Ja, to je moja mama. Kje si ravno stal? Ja, stali smo točno tukaj. Tukaj? Ja, točno tukaj. Samo hotel sem to zabeležiti. In potem tisto vozilo, od tam? Da, gospod. In zadu oba. In potem je šlo vse tja dol. Niste videli voznika? Me nisem videl voznika. Zgodilo se je tako hitro. V vsakem primeru je bil avto temen. Tvoje okno je bilo pretemno. Toyota Tacoma. V redu, Toyota Tacoma, prav? Ja, razumem. V redu. Kdo je še stal s tabo? Mi trije. Jaz, ona in moja mama. Ti? Jazz in njegova mama. Nisi bil udarjen? Si bil. So te pregledali, to je
Anoki? Pa si bil udarjen. Udarjen si bil. Udarjen si. Vendar, ona je dobila najslabši avto, vem. Ja, šla sta čez istočasno on in drugi moški in ona je šla čez njiju. Tako, čez. In ona je šla tudi čez stor, prav tam. In šla je okoli ovinka ali pa je šla na tisto stran, zato. Ja, tako poznamo njen obraz. A je bil si kdo drug v avtu, ki ga poznaš? Kakšna ženska? Temnopolta ženska? Temnopolta ženska. V redu. Imela je nekako rdečkaste lase. Rdeči lasje. J.K. Afro. Rdeči lasje kot naravni afro. Ja, in vsi lasje, veš, kaj ona. No. Priče in žrtve opisujejo, kako je nevarni voznik divjal skozi parkirišče, domnevno trčil v vozilo in 3 pešce, nato pa zapeljal čez robnik in pobegnil. Ale nekaj trenutkov kasneje preiskovalci govorijo z uslužbenko, ki je prepoznala Sharon, ko razkrije možen motiv. Med, si mi ti to kupil? Ja. Kako izvemo ime te gospe? Kako vemo, da je to naredila ona? Tip, njeno ime je Sharon Clark. Prav, ampak kako vemo, zakaj vejo, da je to naredila ona? Tip, prav ko je odšla, sem videla njene lase. Bila je noter, tega se spomnim. To je nekaj, česar nikoli ne pozabim. Tako da, ko sem ugotovila, da je bila ona, sem vzela njen osebni dokument. In mladenič, ne vem, kje je bil mladenič, ki je bil tukaj, prinesla sem mu ga in rekel je, da je bila to ona. Da je bila tista, ki je to naredila. In to je ona. Videla sem jo, ko se je odpeljala. Razlog, zakaj to vem... Vidva, videla sta to. Razlog, zakaj vem, da je to ona, je, ker sem ji pravkar povedala, da ne more sodelovati v programu. Imela je vijolične lase. Ja, res je bilo. On je to rekel. Imate svojo osebno izkaznico, vas bomo dali noter, ste priča, ste videli obleko, videli ste vse. Videla sem. Bodite priča temu. Ampak nisem, to sem videla. Tukaj stojim. Ko sem se obrnila, sem jo videla, kako vozi črn tovornjak. Zadela jih je, poleteli so. Prevozila jih je, zapeljala čez robnik in pobegnila. In videla sem njene lase. Ja. V redu, torej jo prepoznate, ker se je prijavljala. To je prišlo od tukaj. Ona tega ni mogla narediti. Razumem. In zakaj je poskušala zaprositi? Program Care to Share, program pomoči za elektriko. Care to Share? Ja. Torej, predvidevam, da se je razjezila. Zaradi programa Care to Share jo prepoznaš. Kaj je nosila? Vem, da je imela oblečeno obleko, ne spomnim se barve, ampak njeni lasje so bili edinstveni, ker so bili kot naravna afro pričeska. Sharon Cox, ka ne? Ja, povedala sem ti, da ga je prijavila. Torej, je šla noter, ti si zavrnil program? Ja. In potem je prišla ven. Verjetno je bila zato razburjena. Ja. To je edina stvar, na katero se lahko spomnim. Ja. Če ste vi dali tisti tovornjak, katerikoli tovornjak je povezan z njo in nam ga pokažete, vas bomo vsi lahko pokazali s prstom. Nimate nobenega videoposnetka znotraj? Ne, nimamo. Posnetki so šele nekaj ur pozneje. Detektivi izsledijo Sharon in domnevno vozilo, ki je povzročilo nesrečo s pobegom, pri njej doma le nekaj milj stran. Carol, kaj ti je to dalo? Ali je vozilo tukaj? Tukaj. To je avto. V redu, ja. Ali je policija identificirala Sharon kot domnevno voznico in v policijskem poročilu zapisala, da je bilo vozniško dovoljenje že prej začasno oduzeto, ter da je Sharon priznala, da je vedela za odvzem. Tukaj si lahko ogledamo tovornjak, ki ga je domnevno vozila Sharon, z vidnimi poškodbami, za katere je policija dejala, da so skladne z dogodkom. V redu, tukaj je. Rad bi vam postavil nekaj vprašanj o nesreči. Po vašem mnenju ste bili na postaji in ste imeli dolgo pot, ali pa pred 2 letoma, ko ste šli na postajo? Se lahko vrnem na to? Ne vem, če lahko greste tja, je to v redu? Ste v redu? Si v redu? Peljali vas bom na postajo. Veš, on te bo pelil, poznam te tebe. Tako ti bo bolj prijetno, prav? Prav, v redu.
Pusti me, ne grem domov. Pelgi jo na 0,5 in jaz bom zavaroval X z njenim avtom, prav? Sam nadaljuj naprej, prav? Jaz bom to prevzel. Gospa Cox, imate ključe od avta? Lahko pomagam, lahko pomagam. Samo ključ za avto potrebujem, vse ostalo lahko obdržite. 143143. Nimaš alarma na njem, ne? Uradniki so povedali, da je Patricija preživela 3 dni na aparatih za ohranjanje življenja, preden je umrla zaradi poškodb. Zdaj se je policija pripravila, da odvleče Šerinino vozilo in jo privede na zaslišanje. Če mi pokažeš svoje ime, mi boš lahko pokazal tudi svojega očeta in svoje dekle. Hvala. Bom kar popravil. Že 16 let. Ne vem, zakaj pozna kriminalca. Če me vidiš na ulici, se samo spomni, da me poznaš. In jaz pa sem si samo rekel, ne, bom pa lahko. Zaslužil veliko denarja. Ti poznaš jo? Ja, ona. Ne ve, kaj je njeno. Ona je dobila. Jaz, ampak nisem vedel, da je to. Predolgo časa bo mogel dobiti. In drugič, slabo potovalni umor s črnim Mercedesovim SUV-jem, ki je bil vržen van in se je zaletel v avto ter ga ubil. V redu. Moral sem zanetiti ogenj, ampak tega še nisem storil. Približno pred 2 letoma. V redu. Samo trenutek. Saž. Prav. Imam ključe od avta, se vidimo kmalu. Ja, imam ključe in daljince. S časoma. Sharon je pripeljana na policijsko postajo, kjer je po navedbah v dokumentu o aretaciji preiskovalcem povedala, da ni vedela, da je povozila 3 ljudi in dejala, da je izgubila nadzor nad vozilom ter priznala, da je trčila v avto, preden je zapustila kraj nesreče. 62-letnico so ovadili zaradi zapustitve kraja nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. Obtožba pa je bila kasneje zaostrena zaradi smrti žrtve. Nekaj sekund kasneje, medtem ko so čakali na prihod vlečnega vozila, je drugi policist odkril še bolj zaskrbljujoče dejstvo. Imaš 40-ko. Imaš 40-ko. In morskega jelena Warnerja. Ne, morskega jelena ne razumem, ona ima 40-ko. Jo ima 45-ko. Ja. 40. In ima čas morskega jelena, ja. Ni iskana. Datum rojstva. Hej, je, morda pa ni. Prometni prekršek, ampak bo iz okrožja Liberty. Pravi, da očitno ni pristojnosti. Ni ekstradicije. Moram hitro opraviti 24 preko centrale za njo. Drugi je izven. Serifov urad Brunswick. Ima 2. V New Yorku je 2 meseca. Pusti to tam zgoraj. Tam, kja greš? Ja. Prav ste slišali. Policist odkrije, da to ni prvič, da ima Sharon opravka z zakonom, saj med iskanjem podatkov o osumljenki najde odprt nalog za aretacijo. Nalog je v policijskem poročilu naveden kot odprt nalog iz Georgije zaradi kršitve pogojne obsodbe in prometnega prekrška. Stojim ob tovornjaku. To je dobra lokacija, brat.
To je dobra lokacija. Tovornjak je dobesedno parkiran pri njeni hiši. Hej, Milos, Milo je pravkar odpeljal 205, kaj praviš? Čakam pri Toyoti, da jo odlečem. In ima dve 40-ki stari. Ena je iz Brunsvika, druga pa iz George. Ne zahtevata izročitve. Ena je zaradi kršitve pogojne obsodbe. Ja, nekaj zaradi kršitve pogojne obsodbe, posedovanje marihuane, neupoštevanje pravil. Na prizorišču priče še naprej opisujejo svojo različico dogodkov. In tisti moški, videla sem, ko ga je zadela in ga povozila. In tudi robnik. Torej, ko je odšla... Povozila je gospo. Ja, povozila je gospo. Zadela jo je. Povsem jo je povozila. V redu, trener. Felicija je bila zadeta z desne strani. Rešil. In druga oseba je stala na nasprotni strani. In potem je bila gospa na sredini in jo je povozilo. V redu, ja. Upam, da jo boste ujeli. In če ugotovite, kakšno vozilo ima? Na podlagi tega, kar ste videli. Ali mislite, da je bilo to namerno? Misliš, da je bilo to namerno? Kdo pri zdravi pameti bi se kar tako prevrnil? Zadela je avto, pravzaprav se je premikala na parkirno mesto. Ali tudi ti to vidiš? Vidiš? Nisem videla, da bi zadela tisti avto. Videla sem, da jih je povozila. A je imela kakšen spor z ljudmi, ki so tam stali? Ne, kolikor vem, ko je zapustila stavbo, pa ne moram reči. Zdaj, narednik, ne morem. Tu spredi ni kamer. Ja, naj bi bilo od tu. Za narednika nisem prepričan, jaz sem imel zunanjo dovolilnico. Prepričan sem, da so tam tukaj. Pogledamo si lahko škodo, ki naj bi jo Sharon povzročila drugemu vozilu, ko je z veliko hitrostjo zapuščala parkirišče, s čimer si je nakopala še dodatne obtožbe. To je avto, ki so ga zadeli, ko so speljevali. Razumem. Ni posnetkov, nisem videl nobenih kamer. Dobim številko alarma in vse te stvari tukaj. Ja. Vse ok. Druga je letela na drugo stran, mislim, tista ženska, ki jo je zadela. Ja, ona je tista. Ja, ona je tista, ki jo je zadela. In imamo tikar, očitno bom rekel, da je nezavestna. Je inovativna in vse to, slučajno sem slišal po radiju. Imela je travmo. Ja, zbilo jo je avto. Ja, očitno so vsa vozila tukaj parkirala vzvratno, odpeljala so se ven in ona je kle zdrsnila, povozila njega, povozila njo in šla naravno skozi partnerja. Ja, ampak imamo njene podatke, bila je... Ne vidim je. Ja, nekaj urejala noter, torej ja. Cenimo vse, hvala. Torej, on je v redu, mislim, v redu. Ja, prosim, ostanite z nami, ne odhajajte nikamor. Razumem. Gospa tam z dolgimi dredastimi lasmi je socialna delavka. Torej, Sharon Cox je prišla in zaprosila za pomoč. Ja, želite to deliti. Noter ni videokamer. Prepoznala je osebo, ko je ta odhajala. Bila je jezna. Deljena pomoč je program, ki ga nudijo pri Pinalovi pomoči. Zavrnila je njeno prošnjo. Razjezila se je, preden je zapustila stavbo. Rekel sem, kako si jo prepoznala. Rekla je, ker ko je odpeljala, sem prepoznala tovornjak. In prepoznala sem iste lase, kot jih je imela. Imela je obleko, bujne lase. Rekla je, prepoznala sem jo, videla sem jo. Vem, da je bila zagotovo ona. Zavrnila sem ji program, zavrnila sem ji dostop do tiska. To se je zgodilo. To je njena priča. Sharon je na koncu priznala krivdo za več obtožb, povezanih s smrtonosnim pobegom s kraja nesreče in bila obsojena na 4 leta zapora. Ta kazen je naletela na kritike strani družine žrtve, ki naj bi izrazila svoje neodobravanje 4-letne kazni, ki bi se skoraj zmanjšala na samo 1 leto zapora, preden so tožilci umaknili dogovor. Po zadnjih podatkih je zdaj 65-letna še vedno v zaporu pri floridskem oddelku za popravne zavode. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših novic iz Law and Crime.